V prošnjah za zaposlitev opažam porast tistih iz kmetijske branže. Mislim, da imamo v zadrugi trenutno 8 mladih agronomov z diplomo, sigurno 10 pa jih čaka in si želi sodelovanje z nami. Diploma je pa le prvi cilj. Mladi potrebujejo izkušnje ter delo. Agrarija kot največje združenje v obalnem kmetijstvu bo skušala zapolniti to vrzel. V Porisini, poleg sadik, bomo nudili prav to, praktične izkušnje v kmetijstvu. Skupaj z univerzo bomo organizirali strokovne delavnice ter praktične prikaze za študente in za vse tiste, ki bodo želeli vedeti kaj več o tem, kar je potrebno, da seme vzklikne, ter da iz njega se razvije okusni sadež. Naš strokovni kader bo na razpolago tako bodočim agronomom kot amaterskim vrtičkarjem ter seveda obalnim pridelovalcem. Postavili bomo poskusna polja, upeljali nove načine pridelave ter pristopili vsem, ki jim je do razvoja kmetijstva v Istri. Naj bo današnji podpis pogodbe med agrarijo in univerzo prelomnica za istrsko kmetijstvo. Hvala. Univerza brez povezave z okoljem jasno ne more, ima smisel, da eksistira. Vesel sem, krat žalosten zaradi besed, ki so resnične in rečene o tolikih brezposelnih in o tem, kako je propadlo gospodarstvo v slovenski Istri. Zato je še toliko bolj pomembno, da tisto, kar je še možno, da popelje razvoj naprej, se poveže. Univerza je poleg Luke Koper glavni zaposlovalec mimogrede na tem področju, zato čuti ustrezno odgovornost tudi, da je neka vrsta katalizator za razvoj naprej. Jaz moram danes tudi si dovoliti in resnično pohvaliti dva študenta, ki sodelujejo z nami. Namreč prišla sta med nas kot študenta za opraviti redno prakso, ampak jaz si nekako želim, da bi med nama ostala. Izredno sta pridna, nič ni težko, ni od motike, niti do samega razmišljanja, do inovativnih pristopov, namreč želijo si na tej Porisini ustvariti nekaj več. In 22 let, kolikor sem jaz v zadrugi, začela sem tukaj delati tudi jaz dejansko kot študent in moram priznati, da tako dobrega kadra, tudi s pomočjo direktorja, ki to razume, tako kot imamo letos, nismo imeli. In res še enkrat zahvala tudi Dunji, ker nam je tukaj zelo veliko pripomogla, da smo prišli do tega projekta. Ime mi je Tine Matoš, prihajam iz Dekanov, študiram sredozemsko kmetijstvo na fakulteti za matematiko, informacijske tehnologije in naravoslovje. Kaj delaš tukaj? V bistvu upravljam prakso, študentsko prakso in potem nadaljujem študentsko delo. Tako da dejansko se ukvarjamo s paradajzi, jih čistimo, namakamo, povezujemo, pobiramo. Kako si zadovoljen? Ja, mislim, plačajo mi v redu, tako da, mislim, je v redu. Zelo dosti se tudi naučiš, ne. To so neke praktični. Starejši? Starejši so v redu, mislim, ti predajajo dosti znanj. To, kaj za univerzo pomeni podpis sporazuma oziroma pogodbe z agrarijo? Za univerzo pomeni vsaj dvoje. Po eni strani to, da se povezuje z lokalnim okoljem, predvsem zato, ker je takšnih praks dobrih po svetu, predvsem v anglosaškem sistemu veliko. Tam se univerze, tudi same univerze imajo svoje kmetijske področje oziroma svoje zadruge, tukaj tega ni treba, ker imamo agrarijo. To povezovanje z agrarijo nekako spominja na tisto službovanje v Ameriki pred 20 in več leti na Univerziteti Kalifornije v Santa Cruzu, kjer je bilo takih korisnih cel kup in so tudi profesori oziroma študenti univerze sodelovali z zadrugami oziroma s kmetijskimi pridelovalci. Jaz sem Tadej Grbec z Kort, sem prišel na prakso in ker je bilo delo zanimivo, sem tukaj ostal in delam zdaj preko študentskega. Povej, kako si zadovoljen študijem najprej? Študij je odličen, zdaj letos nameravam končati, ostal mi je še en izpit in nimam pripomb, zaenkrat je dobro. Če bi imel priložnost še enkrat iti na isti študij, bi šel na isti študij ali bi šel kaj drugega študirati? Vsekakor. Zdaj kmetijstvo se mi zdi zanimivo, še posebej v teh časih, ko so. Lahko delaš doma,